Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani veterani slovenske osamosvojitve in vojne za Slovenijo. Še vsem pozdrav tistim, ki ste bili tukaj tudi pred 25 leti, ko je šlo za res. Slovenija letos obhaja 25. rojstni dan. Tam nekje do 27. junija smo se spominjali 25. obletnice naporov, ki so bili vloženi v to, da smo Slovenci sprejeli zgodovinsko odločitev, jo razglasili, se pripravili na njeno obrambo. Skratka, spominjali smo se ukrepov, ki so bili tako ali drugače v rokah ljudstva in politike. Od 27. junija naprej, tudi še natančno, ko gre za dni pred natančno 25 leti, pa se spominjamo dni, ko politika ni imela nobene vloge več. Spominjamo se dni, ko je bilo vse odvisno od tistih posameznikov iz našega naroda, ki so v rokah držali orožje. Takrat politika ni mogla narediti nič več. Lahko bi stali na glavi, lahko bi sprejeli 1000 sklepov, 10 ustav, nič ne pomagalo. Noben tank ne bi bil uničen, nobena oklepna kolona zaustavljena, noben helikopter sestreljen. Torej, v zgodovini slovenskega naroda je sicer veliko sijajnih dogodkov, mnoge pomnimo, mnoge najbrž niti ne več. Pa mislim, da v tej znani zgodovini ni trenutka, ker bi bilo tako veliko odvisno od tako malo ljudi. Od pogumnih poveljnikov in pripadnikov teritorialne obrambe in tudi slovenske milice oziroma slovenske policije takrat. Slovenija je takrat imela obrambni sistem, v katerega je bilo vključeno vse, kar smo lahko oborožili in kar je nekako v tem najširšem smislu sodilo v pojem obrambe. Dolenjska je bila v tistih dneh ključna. Dolenjska je bila v tistih dneh ključna. Čez Dolenjsko, čez Posavje in Dolenjsko so vodila vrata v prestolnico. To je bila najkrajša pot, tudi potem, ko so prihajale okrepitve v prvem valu poraženi jugoslovanski armadi, zato da bi se Slovenija zlomila. Na teritoriju, ki ga je pokrival pokrajinski štab za teritorialno obrambo Dolenjske pod poveljstvom generala Gutmana, na tem teritoriju je bilo nekaj ključnih bitk v vojni za Slovenijo, ki so odločale, pa so odločale v ključnih trenutkih, kam se bo nagnila tehtnica. Ta bitka v Krakovskem gozdu je ena od teh. Ne gre tukaj zgolj za ustavitev močne oklepne kolone jugoslovanske vojske, niti ne gre zgolj za zaplembo oklepnikov, ki so predstavljali kar pomembno ognjelno moč potem v sestavi teritorialne obrambe. Gre tudi za psihološki pomen. Psihološki pomen, ker tukaj ni šlo za neko neznano enoto, šlo je za enoto, ki si je vsa Slovenija in tudi vsa takratna Jugoslavija, pa tudi večina sveta, ki je takrat spremljal dogodke pri nas, zapomnila zaradi prve bitke na Medvedjeku, ker je bila kolona ustavljena. Pravzaprav, ko so takrat tuji novinarji spraševali po bojnih akcijah, so vsi omenjali Medvedjek in to, oklepno protiletalsko baterijo jugoslovanske armade, ki je bila tam ustavljena. Zelo pomembno je bilo, da ta enota, ki je nekako simbolizirala pravzaprav vsaj za navzven vse okupatorske oklepne kolone, ki so takrat divjale po Sloveniji ali šle proti nam. Zelo pomembno je bilo, da ta enota
da ta enota ne pride iz Slovenije nekaznovano ali pa da ne pride iz Slovenije kot neka zmagovalka. Ta enota je z Medvedeka zbežala, ali pa več del te enote, več del oklepnikov. Šli so, mislim, da proti Zagrebu, ker bojno niso bili več sposobni zaradi padca morale, dezerterstva in vsega ostalega. Oziroma so bili bojno omejeno sposobni, vsekakor pa bi dejstvo, če bi ta oklepna kolona prišla nazaj ven iz Slovenije, to povzročilo neslutene medijske pospeške v prikazovanju uspeha ali pa pravzaprav neranljivosti oklepnih enot jugoslovanske armade. To je bilo še vsej pomembno zaradi tega, ker so takrat že pripravljali naslednji val, ki je bil v veliki meri tudi zaustavljen tukaj na Dolenjskem oziroma Posavju, Prilepeh in drugod. So mi takrat tega še nismo vedeli. In še ena stvar, ki je pomembna, oziroma ki je vezana neposredno na sestavo te kolone. Zdaj v častniškem zboru oziroma oficirskem zboru te kolone so bili tudi nekateri oficirji jugoslovanske armade, ki so imeli, rekel, pomembne zveze v generalštabu in so jih hoteli na vsak način rešiti. Namestnik poveljnika 5. vojaškega območja, general Andrija Rašeta, je preko različnih komunikacij v tistih dneh, ko so bili tisti prvi poskusi pogajanja o premirjih, na prvo mesto svojih zahtev vedno postavljal to kolono, varnost te kolone. Očitno je nekdo stalno klical iz Beograda v Zagreb in zahteval, da se ta kolona reši. Se pravi, tudi je bila usoda te kolone seveda močno povezana tudi z tem, kako dolgo bo generaliteta v Beogradu vztrajala na agresiji na Slovenijo. Vztrajanje pa je vedno povezano s ceno. Spomnim se telefonskega pogovora z poveljnikom Gutmanom takrat, ko je pravzaprav že po nekih stavkih razumel pomen, da ta kolona ne pride iz Krakovskega gozda. In ni prišla. Zdaj, nekateri ste tukaj, ki ste to omogočili in hvala vam, verjetno se takrat niste zavedali, kako pomembno je to. Ne glede na to, da je, bom rekel, tale pomnik, pa to, kar je bilo napisano v tej akciji, zgolj ena taka, bom rekel, skromna obeležitev in zahvala za tisto dejanje. Zaenkrat bo v prihodnjih letih in desetletjih, dokler bo pač Slovenija živela in stala, in to bo še dolgo, ta akcija skupaj z nekaterimi drugimi, ki so bile ključne, vse bolj pridobivala na pomenu tudi pri tistih, ki doslej mogoče zanjo niti niso nikoli slišali. Ker pač čas, veter časa odpihne pleve, ostanejo zrna in med temi zrni, ki se najbolj bleščijo, je tudi ta uspeh Slovenske teritorialne obrambe, Dolenjske pokrajine, močnega štaba Posavja v tej bitki v Krakovskem gozdu. Zdaj poveljnika Teropšič in Ognjenović, ki sta vodila to akcijo, sta bila sposobna poveljnika in poveljnik Gutman je imel takih tukaj v Dolenjski pokrajini še nekaj. Zato so se akcije, uspešne akcije Slovenske teritorialne obrambe tukaj vrstile. In to kljub temu, da je bila za razliko od večine ostalih pokrajin Slovenska teritorialna obramba na Dolenjskem pravzaprav v tem boju večinoma sama. Sem velikokrat dejal, da je uspešna obramba Slovenije rezultat tesnega sodelovanja slovenske policije oziroma takrat še milice in teritorialne obrambe. Od projekta manevrske strukture narodne zaščite do vojne za Slovenijo. V večini slovenskih pokrajin so se pripadniki slovenske policije oziroma slovenske milice
borili s teritorialci z ramo obrami in ponekod celo predstavljali, bom rekel, tisti najbolj udarni profesionalni del obrambe. Žal na Dolenjskem temu ni bilo tako. Milica na Dolenjskem čas vojne za Slovenijo proti jugoslovanski armadi ni streljala nobenega naboja. Iz tega dejstva izhajajo tudi takšne slovesnosti ali pa slovesnosti v narekovajih, o katerih je prej govoril gospod Gutman. Pa še v Sevnici je bilo nekaj podobnega, sem slišal in tako naprej. Tisti, ki takrat nikoli ni bilo, so po 25 letih zelo glasni. Ampak ta glas ne more nadomestiti strelov z njihove strani, ki jih ni bilo takrat. Tako da tukaj je vojna za Slovenijo se je dogajala v času tako imenovane moderne dobe. Tukaj je bilo več kot 1000 tujih novinarjev in dopisnikov. Veliko tega, kar se je pri nas tukaj dogajalo, je bilo zabeleženo tudi v tujih, ne samo v domačih medijih. Obstajajo posnetki, video, audio, obstajajo zapisi, obstajajo spomini, obstajajo knjige. Skratka, tega se za razliko od nekega drugega časa, ki ni bil še takšen, kar se komunikacije tiče pa arhiviranja, ne da potvoriti do take mere, da bi bilo možno reči, da tisti, ki niso nič naredili za obrambo, da so Slovenijo osamosvojili, tisti, ki so pa naredili vse in pri tem tudi plačali, bom rekel, najvišjo ceno, pa pravzaprav nič ne. In da se jih lahko v 25 letih celo pošilja pred ista sodišča, ki so oprostila vse agresore. 25 let je trajal ta poskus, da se slovenska osamosvojitev pravzaprav obrne na glavo, da se to izbriše iz spomina naroda. Ampak ravno zdaj ob 25. obletnici, ob 25. rojstnem dnevu lahko ugotovimo, da to ni uspelo. Zdaj toliko, bom rekel, doživetih, prisrčnih, kulturno bogatih, domoljubnih slovesnosti, kot jih je bilo v teh zadnjih dneh, lahko rečem, tednih po Sloveniji, ni bilo še nikoli. Ni bilo še nikoli. Pravzaprav vsaka slovenska občina, ne glede na to, kakšne barve je župan, pripravila vsaj eno z vsebino, ki je bila resnična. Tako da tistim, ki so doslej to poskušali, svetujemo, da to Sizifovo delo opustijo. Ker ne bo nič iz tega. No in še eno je pomembno. Zmaga v vojni za Slovenijo, v kateri so, bom rekel, zrna, ki se najbolj bleščijo, tudi te ključne akcije, ki so bile dosežene na Dolenjskem, kjer so, bočem še eno omenil, ker se pravzaprav skoraj nikjer ne, kjer je bilo od parih sposobnih poveljnikov in tistih, ki so držali orožje v rokah, v teh ključnih dneh, ko politika ni več odločala, odvisno, kam se bo tehnica nagnila. Ta dejanja bodo, pa tudi zaenkrat, če niso zapisane z zlatimi črkami, ampak ta dejanja bodo ostala v gradniku tega vrednotnega središča Slovencev, ki je obstajalo toliko časa, dokler bomo pač mi obstajali, dokler se bo govorilo slovensko, dokler bomo peli slovenske pesmi in dokler bo obstajala slovenska država. In jaz sem prepričan, da bo to še dolgo. No, ta akcija, ki je predstavljala približno enak ali pa celo večji stvarni efekt na dogajanja, kot recimo še streljitev tistih prvih 2 helikopterjev v Ljubljani, je napad z minometi na letališko stezo letališča v Cerkljah. Zaradi različnih razlogov, o katerih smo v teh zadnjih tednih veliko govorili in tega na ta vroči dan ne bom ponavljal, so bili Slovenci takrat na obrambo pripravljeni, kar se tiče
tako imenovane materialne zagotovitve, ne, ali pa logistike orožja, bistveno manj, kot bi lahko bili. Ne. Če slovenska teritorialna obramba ne bi bila razorožena, nas niti napadli ne bi, ker bi bili premočni. Če nam ne bi nagajali pri sprejemanju obrambnega proračuna in to zavlekli za 6 mesecev, ne, potem bi več tega nadomestili in mogoče nas tudi v tem primeru sploh ne bi napadli. Tako pa smo imeli zgolj nekaj kosov protiletalskega orožja za, nizke višine. Za nizke višine. Zdaj, večino teh raket, ki smo jih imeli, je tudi zadelo. No? Predvsem, ko so merili na helikopterje, na srečo. Nismo imeli niti radarjev in letala, ki so tukaj izletala, tukaj v bližini na letališču v Cerkljah, so bila lahko praktično nad ciljem v srednji Sloveniji preden sploh nekdo po telefonu poklical, da so letalo v zraku, ne? Ali po radijski zvezi. Torej, to letališče je bil naš strateški problem. Videlo se je to pri bombardiranju Medvedjaka, še nekaterih drugih ciljev. Letalo so bila nad nami, preden so sploh tulile sirene. Ponekod. Tako je to letališče tukaj, pravzaprav edino letališče Jugoslovanske armade, ki je bilo takrat operativno v Sloveniji na našem teritoriju, je bil naš strateški problem. No in spomnim se še, enega od teh 5 pogovorov z poveljnikom Gutmanom, kako to preprečiti. No in odločitev je bila potem, da se skuša z minometi napasti letališče. Zdaj, teritorialna obramba je imela tukaj nekaj kosov, minometov, nekaj minometov, mislim, 82 mm. Poveljnik Gutman imel poprav, če je narobe. Domet je relativno kratek, se pravi, tista posadka, ki je izstrelila tiste mine na stezo, je morala priti zelo blizu. Je bilo v letališče varovano, z vseh koncev, tudi iz zraka. Ampak so to naredili. Samo nekaj min je padlo na stezo, pa je nastala panika in eskadriljo, oziroma pravzaprav vso bojno aviacijo iz Cerkelj so umaknili. To je pomenilo, da je Slovenija dobila bistveno daljši reakcijski čas za opozarjanje prebivalstva pred letalskimi napadi in ogromna skala se nam je takrat, ko je bilo sporočeno, da eskadrilja odhaja v Bihač, odvalila z ramen. Zdaj dvomim, če je kdorkoli, ki je v teh tednih, pa tudi teh 25 letih opisoval vojno za Slovenijo in obrambo, to akcijo dejansko vrednoto v vsej svoji vrednosti in razsežnosti. Še vedno ne poznamo, tudi jaz ne poznam imena teritorialcev tisti posadki, ki je izstrelila te mine. V Sloveniji stoji, na zadnjem so šteli nekih 7 ali 8 tisoč spomenikov raznim dogodkom, v glavnem vezanim na sredino prejšnjega stoletja, tudi čas vratomorne vojne. Za, najbolj nepomembne sestanke so kakšne table, ki je na hišah. Celo za najbolj škodljive sestanke tudi, ponekod. Zdaj, imen teh ljudi, ki so ključno prispevali v obrambi Slovenije, pa večinoma še vedno ne poznamo. Nekateri tukaj jih poznate, ampak Slovenija jih ne pozna. Leta, recimo, smo se borili za to, da je predsednik države zdaj končno pred nekaj dnevi odlikoval vod teritorialne obrambe, ki je osvojil skladišče v Borovnici. Tukaj v Dolenjski pokrajini so bili zavzeti 2 skladišči
kasneje z rekel, velikimi zalogami, ki so omogočile, da se je Slovenija pripravila potem tudi na rekel, morebitno nadaljevanje agresije. Govoril sem nekaj let po osamosvojitvi z načelnikom francoskega generalštaba francoske vojske, ki je bil načelnik takrat, ko je bila vojna za Slovenijo. In sem izjemno presenečen, ko je ta francoski general s 4 zvezdicami pravzaprav poznal vse ključne kraje tukaj na Dolenjskem. Jaz sem najprej mislil, da zaradi tega, ker je pač preštudiral našo zgodovino in tako naprej. Potem se je pa izkazalo, da zato, ker so imeli pripravljen načrt v okviru NATO za omejeno vojaško intervencijo, predvsem za zavarovanje nuklearne elektrarne v tistem času. In so zelo natančno študirali te položaje in morebitne lokacije. Seveda, kot velikokrat ni bilo nobenega političnega soglasja za kakšno takšno intervencijo. General pa mi je dejal, ni bilo soglasja, ampak po nekaj dneh se je tudi pokazalo, da ni nobene potrebe. Bilo je nekaj panike, ker so nekateri v Beogradu grozili, da bodo pač bombardirali nuklearko. Ampak potem ste vi z temi grožnjami sami opravili. Marsikaj, kar večina Slovencev danes ne vidi, so v tujini videli. Marsikdo še vedno vidi. Ne vem, če je še, ampak v teh preteklih tednih je bila v Državnem zboru razstava naslovnic ameriških časopisov iz časa vojne za Slovenijo. Slovenija je bila glavna tema v tistih 10-15 dneh. In tam lahko vidite, ali pa ste lahko videli, verjetno razstava še kje drugje postavljena, kako se je odnos tujine do Slovenije, ali pa odnos javnega mnenja, pa odnos državnih vodstev, državnega vodstva, v daleč najmočnejši državi na svetu, v enem tednu spremenil iz zavračanja, iz nepoznavanja, ignorance in zavračanja podpore enotni Jugoslaviji do občudovanja slovenskega naroda, ki se je postavil zase, se je uprl in pri tem uspel. Ko je senatni odbor, ko je odbor za NATO ameriškega senata razpravljal o širitvi, katere del je bila tudi Slovenija leta 2004, je predsednik tega odbora dejal naslednje. Dejal je, sprejemamo pač to vilniško skupino 10 držav iz vzhodne in srednje Evrope. Vsake je pač možno veliko povedati, vse so izpolnile kriterije. Je pa ena država med njimi, ki si zasluži 2 stavka več. In to je Slovenija. Slovenija je država, ki je nastala, ne da bi kdorkoli dal počenega groša za njo, takrat, ko je nastajala. Je država, ki se je ubranila pred napadom Miloševića, že na samem začetku razpadanja Jugoslavije. Se pravi, v zavezništvu sprejemamo državo, ki je sposobna poskrbeti za lastno varnost, ker je to že naredila v novejšem času, je to dokazala. Se pravi, ta država ne bo zgolj, porabnik kolektivne varnosti in naših proračunskih sredstev, ampak bo trden zaveznik, čeprav je samo 2 milijona. Zanimivo je to, da teh besed slovenski mediji nikoli niso citirali, vsaj ne osrednji.
čeprav je bila to javna seja, ker so bili naši diplomati prisotni, so še vedno v zabeležkah ameriškega kongresa oziroma senata in še čakajo na to, da jih bo kdo dal tudi na naslovnice slovenskih časopisov. Ampak to je manj pomembno, ne. Slej ko prej se je to zgodilo. Tisto, kar je pomembno, je to, kar se je zgodilo pred 25 leti. Ne glede na težave, ki jih imamo danes, ko je pravzaprav edino strinjanje v Sloveniji o tem, da stvari niso v redu, ne. Okrog tega je soglasje kot na plebiscitu, ne. Je pa, bom rekel, veliko deljenja pri tem, zakaj niso v redu. No, ampak en odgovor na to vprašanje je tudi, bom rekel, v tem razmerju spomenikov, o katerem sem prej govoril. Zdaj, narod, ki ne slavi časa, ko je bil enoten, ko dogodkov, ki so ga združevali, dogodkov, ki so omogočali, da si postavi lastno hišo, kar država je za vsak narod, ampak vse drugo bo pač taval, ne? Dokler tega bistva večina ne bo spoznala. Ob tej 25. obletnici se mi zdi, da nas je precej več kot še pred kakšnim letom, ne? Ki se teh stvari zavedamo, ni še to večina. Je pa številka, ki raste. Je pa številka, ki raste in hvala vam, ker se tega zavedate, ker veste, da je domoljubje eden od garantov za to, ne, da bomo obstali, da se bomo normalno razvijali. Hvala še enkrat tistim, ki ste pred 25 leti, takrat, ko politika ni imela nobenih odgovorov več, ne, naredili tisto, kar je domovina od vas pričakovala in bili na nivoju zahtev časa. In hvala vsem, ki imate Slovenijo radi. To, kar se je zgodilo tukaj pred 25 leti, ne bo nikoli pozabljeno. Živelo bo v zgodovinskem spominu naroda, ne glede na to, ali bodo to vsi priznali ali ne priznali, ker je pač za dejstva, ki so tako pomembna, da se jih ne da pozabiti. Hvala lepa.